izgubili prijatelja, sodelavca. Ampak pomoči ni bilo več? Ne. Tako so sinoči sodelavci sestavljali trenutke tragične nesreče. Hoteli smo si teren narediti, da bi lahko začeli z delom. Pri tem pa smo bili obveščeni, da je bilo daljnot izklopljen. Ne vem, ali je prišlo do tehnične napake, stikala ali kako je prišlo do udara. Na njegovem mestu bi lahko bil kdorkoli izmed vas? Vsi, ki smo tukaj bili, bi lahko ostali na žicah. Pokojni 20-letnik je bil zaposlen pri podizvajalcu, tudi ta vidno pretresen. To so heroji sodobnega časa. To so ljudje, ki tvegajo svoje življenje za to, da bi lahko bila zagotovljena oskrba z energijo za prebivalstvo in gospodarstvo. In če na Elektro Maribor zagotavljajo, da je bilo za varnost poskrbljeno na mestu, vprašanje, zakaj so delavci v temi ob 6. zvečer bili sploh napoteni na kraj dogodka, delali naj bi namreč že od jutra. 8 ur, če je bilo aktivno, Šele svetloba pa kaže, v kakšnih razmerah je prišlo do nesreče. Drugi dan po nesreči območje sameva, vse je tiho, nikogar ni, kot da se ni nič zgodilo, a tukaj je umrl 20-letni delavec. Na to kažejo medicinski pripomočki, kažejo tudi na to, da so delavca poskušali oživljati, a vendar električni tok je bil premočan. Ne vem, zakaj zdaj glih po temi. Pač so mislili mene, da bojo rešili, če se bo dalo. Tako nas je pretreslo, da katastrofa. Več kot 100 prebivalcev Repa in okoliških vasi tako ostaja brez elektrike že tretji dan. Delavci bodo z delom nadaljevali šele po koncu kriminalistične preiskave, ki bo pokazala, kdo je odgovoren za smrt 20-letnega Nejca.